vesela sem, da sem v preteklosti začela s tovrstnimi projekti, ker menimo, da je varnost v prometu ena izmed najpomembnejših. Se danes vidimo, kaj se dogaja na cestah. Ne glede na to, da je bilo v preteklosti manj prometa, da so bili ljudje mogoče malo bolj strpni šoferji, ampak je bilo nujno, da smo začeli in vidimo, kje smo tukaj zdaj. Dajte mi kakšen primer kakšnih vaših projektov. Ja, začeli smo, zelo sem ponosna, da smo začeli s projektom varne vožnje za mlade na Vranskem. Tukaj smo v Zavarovalnici Triglav smo omogočili več kot 3000 mladim zastonj varno vožnjo in moram reči, da so bile izkušnje čudovite in predvsem varne. Namreč strokovnjaki na tem poligonu smo rešili marsikatero življenje. Zakaj? Zato, ker smo takrat ugotavljali, da avtomobili, ki smo jih mogoče kupovali za svoje otroke, za študente, so bili v tistem času 500 € ali 1000 €, vendar gume, vemo, kakšne so bile in ko so študentje se preverjali na varni vožnji, je marsikateri avto šel, ni zmogel tovrstnega preizkusa in na ta način smo rešili kar veliko življenj. Ja. In kaj ste pa naredili s tistimi gumami, kako je šlo naprej? Ja, v bistvu smo stopili v kontakt s starši, povedali, kakšna situacija je in so se nam res zahvalili in občutek čudovit, vam povem. Tako da to je ena izmed takšnih zgodb, lahko bi jih še veliko naštevala, ampak to je bila pravzaprav tudi osnova, da nadaljujemo s tovrstnimi projekti varnosti. Se pravi, naslednjič boste v bistvu zraven povabili tudi nekega gumarja. Tudi to je potrebno. To so me naučili, da za varno vožnjo moraš ves čas spremljati, kakšne imaš gume. Marsikdo je nekdo rekel, saj imam takšne gume letne za celo leto, za zimske in poletne. To ni to, ne. Če želiš biti varen, moraš menjati zimske in letne. Profile merjati, kako so stare. To vse kot ženska obvladam, ker želim biti varen vožnik, varen šofer in to mislim je tudi nekako želja, da to znanje posredujemo naprej. Zdaj ste rekli kot ženska, kam ima spol tukaj veze? Ne, se to res nima, ampak je še ena percepcija, da se ženske nekako obadamo samo z barvami avtomobilov, ki jih nakupujemo, nas pa ne skrbi, kakšna je varnost. Mene pa ravno to, oziroma vse več nas je žensk, oziroma dobrih šoferjev, ki se ukvarjamo z varnostjo tovrstnih avtomobilov in gremo naprej. Želimo se naučiti tudi teh novosti, ki so vsakoletne. Recimo, jaz sem začela pred več kot 40 leti, sem naredila šoferski izpit. In štartala sem z katrca in ko sem imela svoje otroke, v zadnji ni bilo niti varnostnega pasu, so se otroci sedeli, so tako ali pa drugače poskušala sem improvizoriš otroškega sedeža kupiti, takrat v tistih časih pa jih je težko bilo. Zdaj pa vemo, kako pomembno je tudi pravilno namestiti otroški sedež v avto, sedaj, ko vozim svoje vnuke. A veste, to so stvari, da ne moreš reči, da si nekoč naredil vozniški izpit in vse znaš. Kakšno vlogo imajo tukaj vaši otroci? A vas kaj komandirajo, kontrolirajo, kako namestite otroški sedež? V bistvu nekako, ja, seveda so zelo. So vam oni namestili, ker niso zaupali vam, ali kako? Ne, v bistvu smo nekako rasli s to varnostjo. Moram reči, da sem bila zelo ponosna na svojega sina, ko je za 18. rojstni dan si želel za darilo, da gre na tečaj varne vožnje. Dejansko me je presenetil in od takrat naprej smo se ves čas dosti bolj pogovarjali glede varnosti v prometu, kaj se lahko zgodi, vsak dan spremljamo polno enih nesreč. Za 18. rojstni dan? Za 18. rojstni dan. Se pravi, on je vozil že prej pri 16. Ja, da je imel že nekaj izkušenj. Tako. In potem, takrat v tistem letu, kako ste ga v bistvu spodbujali k varnosti? Tako, da sem obnavljala tudi svoje izkušnje in sem mu prenašala naprej svoje izkušnje, kako ne vozi, ne prehitro, ne prepočasi, a ne končni fazi, da gre potem tudi takrat, ko je naredil sam izpit na
ponovi mogoče tisti krog, kjer je sam z inštruktorjem vozil, da postane bolj samozavesten in potem s korakom naprej in mogoče najprej v domače mesto, potem v Ljubljano in tako naprej. Želja moja je bila takšna, da postane samozavesten, da zna voziti in da vedno vozi več in nadgrajuje to znanje. Namreč, nažalost, poznam tudi dosti ljudi, ki pravijo, ja, se tukaj za doma znam, pol več pa ne rabim. V Ljubljano si niti nočem več voziti, ker je to že preveč, je preveč enosmernih cest in tako naprej. To ni prav, ne? In to sem želela svoje otroke tako vzgojiti, da so samozavestni, da znajo, ne glede na to, kje v Sloveniji ali v tuji državi voziti in to je to. Kakšno vlogo je pa imel mož? Mož je prepustil, pač jaz, kako ne rečem. Mislim, vi ste bila profesionalka, pa mož. Spodbujal je, spremljal jih je recimo tudi na tečaj varne vožnje, ampak moram reči, da iniciativa je bila bolj na hčeri in na sinu in pa na tem, da dejansko res tudi njegova želja bila, da varno vozijo, ampak bolj proaktivna sem bila pa jaz, moram reči. Super. Se je ta njihova varna vožnja potem z leti kaj popustila? Mislim, da ne. Enostavno, tudi ko so dobili svoje partnerje, so nadaljevali. Tako da so šli vsi štirje, to se pravi in hčerka in sin s svojimi partnerji na Vransko se preizkusiti in to peljejo naprej. Tako da moram reči, da zdaj, ko imajo svoje otroke, resnično skrbijo, kakšne sedeže, mislim, otroške sedeže nabavijo, da imam jaz kot babica v zad oziroma v avtu, kako je že Isofix priključke pa tako naprej, ker drugače ne morem niti voziti vnukov. In to je to, to je tisto, kar je pomembno, da varno voziš. Prej ste omenili vaše voznike, ki se ne upajo izven Ljubljane ali pa v Ljubljano. Iz kje to izhaja, ta strah do vseh teh zadev, do sprejemanja ali pa se naučiti nekih novih vozniških izkušenj? Ne vem, mislim, to sem velikokrat, ko se slišim v pogovoru, poskušam dati določeno samozavest in podobno to, kar sem že prej omenila, da praktično ne poskusijo najprej tisto okolje, ampak ne grejo sami naprej v končni fazi, en strah imajo. Niso tako samo, ne vem, kako bi rekla, ne samo zadostni, ampak samozavestni in v takih primerih bi bilo potrebno, recimo, tudi, ko smo razmišljali o teh projektih, obnoviti ali pa povabiti na kakšno varno vožnjo. Ciljem predvsem zaradi tega, ker v bistvu to na nek način pomeni, da so se ljudje udali, ne? Tako. Kaj pa s takšnim treningom, osvežitvenim treningom, kakšna je njegova vloga tazga treninga? Sigurno pridobi samozavest. Jaz osebno, ko sem šla na ta trening, mene dejansko sem postala bolj samozavestna, da znam ali pa da sem približno v tem, da znam obvladati avto, ko je nevarno. Recimo, meni je največji problem, ko sem razmišljala, kako bom obvladovala avto, če bo prišlo do zdrsa, če bo prišlo do tega antiplak zadeve, kakorkoli v takšnih zadevah. Vse, če je jasno in lepo, čista cesta, vse lepo, super vozimo. Ampak problem so izjemne situacije in kako takrat odreagirati. In v takem primeru pa ravno ta varna vožnja ti da eno določeno samozavest, reče, sem rešil. Vem, kako takrat odreagirati in to je to. Ampak vi ste že prej razmišljali o tem, že prej ste se zavedali, a se v bistvu z leti kaj spreminja ta vaš odnos do teh? Odnos do te varnosti se ne spreminja, vprašanje je pa, kako odreagira telo, ker sam posameznik. Vsi želimo biti, jaz sama osebno menim, da sem varen šofer, vendar vse je relativno in zato je potrebno, da se preizkusiš in da ti strokovnjaki povejo, a si še dovolj tvoje reakcijske sposobnosti so še vedno takšne, kot so bile pred 20 leti. Potem so momenti, ko recimo imaš določene, jemlješ tablete, vice slabše ali karkoli. To je pri posamezniku potrebno si vzeti v zakup in reči, lej,
dajmo preveriti, ali še to, ali gremo naprej, se malo naučimo, mi strokovnjaki na varni vožnji pač povejo, kaj treba popraviti. In to je idealna priložnost, da si lahko popraviš, ker ko si v prometu, te priložnosti nimaš in nekako spravljaš v nevarnost druge udeležence prometa in seveda tudi sebe. In pač nekoga, ki voziš v avto. Seveda, samo to pešanje teh vozniških veščin, to je v bistvu proces, ki se ne zgodi čez noč, to v bistvu traja v bistvu več desetletij. Se pravi, vi ste zagotovo zdaj na vašem testu na Vranskem, vam niso vedeli verjetno povedati karkoli, ste mladi, tako naprej, ampak kako pa v bistvu bi morali te teste v bistvu delati? Kaj, na leto, na 2? Redno, jaz bi kar ne vem zdaj, kako to bojo strokovnjaki povedali, ampak če tako rečeva malo za heca, zdaj, če tehnične preglede delamo na 4 leta, sami pa sebe pa nič ne preverjamo, Mislim, da bi mogli priti to v zavest, vsakega posameznika, vsakega odgovornega šoferja, da bi praktično v zakup vzel in te priložnosti, ki se nam podajajo, da imamo možnost, da se preverimo, da osvežimo svojo vožnjo, to je treba samo zagrabiti, jaz rečem. In te možnosti so, včasih tega ni bilo, In to je tisto, kar želim tudi apelirati mogoče na marsikoga, ki misli, da dobro pelje, ampak naj preveri. Vse je relativno, so nas učili. No, pa so kaj povedali na Vranskem, ker ste šli na test? Ja, da v redu vozim. Kaj pa se zgodi v bistvu, čisto z vašimi besedami? Kaj pričakujete, da se bo dogajalo v prihodnjih desetletjih na vašem telesu? Ja, lejte, dejansko pač staramo se, vemo, kakšne so, tudi iz izkušenj lahko rečem, da marsikater starejša oseba, ti reakcijski časi se prepočasni, kako se vključuješ v promet, potem zmedenost, reakcije, recimo to, kar sem želela, rečemo, vprašati tudi in bom vprašala danes strokovnjaka, razni tempomati. Tempomati so zelo super fajn, ker te nekako razvadijo. Ampak, ko pa enkrat pride do nečesa, kako znaš odreagirati, lahko to potem tudi mogoče malo, tako bom rekla, da se malo preveč si v tistem svojem coni udobja, da je vse super pa fajn, ali to lahko posledično za starejše šoferje to pomeni tudi drugo možnost, da ni tako več varno, če vsakodnevno ne vozi sam kot brez tempomata. Ne vem. Moje osebno mnenje je, da so to asistenčni sistemi. In dokler v bistvu te sistemi pomagajo in asistirajo, je to zelo, zelo dober varnostni pripomoček, ravno zaradi tega, ker v bistvu imaš dodatno še oko. Naprimer, prediktivni tempomat, ki v bistvu sam zna reagirati, prilagoditi hitrost glede na prometno omejitev, ti dejansko pomaga, ker ti pove, ali imaš noter, ali si pravilno hiter ali nisi. Če pa seveda se preveč zanašaš na to in potem greš v svoj svet, je pa potem že tista, je pa spet vprašanje zdaj, a to jemljamo kot asistenčni sistem ali pa samodejna vožnja. In v tem primeru mislim, da pa smo pa na coni, kjer pa ni več varno. No, to sem želela, hvala lepa za odgovor, no, ampak tako, kot ste že pač omenili, dejansko reakcijski čas, reagiranje, refleksi, to je tisto, kar me skrbi in v prihodnje bo treba dati veliko pozornosti na to. Poleg tega pa v primerjavi, če se primerjamo, zdaj vozni park, vemo, kakšen je, hitri avtomobili, vse se to nadgrajuje, to v primerjavi, če sem prej omenila Katrco, vemo, kaj zdaj vozimo, gost promet, šoferji, ljudje so mogoče tudi bolj nestrpni. Zakaj mislite to? Ja, pač ta način življenja se mi zdi, pač pomanjkanje časa tako ali drugače in to moraš nekako komponirati svoj način življenja, da se ne razjeziš, da greš pač tako skoncentrirano voziti in da praktično odreagiraš tako, kot je potrebno. Ker so bila pri avtomobilih, a vam to, da so v bistvu moderni avtomobili digitalni pa drugačni, kako to v bistvu? A sprejemam. Dolg časa moram reči, da sem želela, jaz sem človek, ki želi imeti kontrolo, vse pod kontrolo, in dolg časa se niti nisem želela imeti avtomatika, recimo,
zdaj, ko ga imam, ga ne bi zamenjala Da več. pa si pa so isto kot pri asistenčnih sistemih. Točno to, a ne, točno to, ampak sigurna sem in vem, da je super in fajn in sem za to, no, za te novosti, ampak moram se nekako preveriti. In preverja, v bistvu, ker ravno zaradi tega ne apeliram, ne, v resnici bi mi morali imeti tudi osvežitveni test prilagoditve voznika na nove tehnologije. Tako, v bistvu, ne? Točno to. To je zelo pomembno, pa se mi zdi tudi, da ne glede na to, kaj se zgodi, na recimo, ja, to, ko ste omenili na nove tehnologije, na vso to opremo, ki jo imamo. Marsikdaj niti ne vemo, kupimo avto takrat, ko nabiramo nabor vseh te opreme, je super, pa fajn, potem pa marsikdaj niti ne veš, kako ga uporabljati. Ne? Tako da bi bilo to še eno dodatno izobraževanje potrebno, ne, za vse nas, da bomo bolj varni. Bomo apelirali na to, pa mogoče kakšno stvar naredili, kakšno akcijo. Če se vrnemo mogoče samo še na ta telesne zadeve, pešanje telesa. Pešanje, ja. A v bistvu pri vas, ki ste v bistvu tako varnostno zelo osveščena familija, družina, ne? Ja. A v bistvu že kaj opažajo pri vas? Da ste se kaj spremenili, bolj nervozni rata, bolj... Ne, v bistvu, ne zaenkrat, ne. Moram reči, da sem bolj umirjen šofer, ko sem bila mlajša. Takrat sem bila bolj hitra, moram reči, pošteno povem, zdaj pa bolj umirjena. Ravno zaradi tega, ker vozim vnuke, vozim pač nekako bolj odgovorno peljem. Ne, da sem bila prej ne vem kakšen dirkač, ne, ampak se zavedam tega. Lahko pa to pomeni, ne, posledično, tako kot sva nakazala, da čez 10 let bom pa prepočasna, bom pa prva v vrsti, pa bom rekla, se dobro vozim, ne, pa za mano cela vrsta avtomobilov. Ne. To je pa tisto, kar vejo moji, da me bodo nekako opozorili, pa da jo rekli, mami, zdaj pa nekaj, ne, zdaj pa mečkaj. A se zdaj kaj jezite na prepočasne voznike? Ne, v bistvu bolj na tiste nedeljske, a ne, recimo, kjer mogoče delajo problem v tem, da postajajo ostali nestrpni in spravljajo druge v nevarnost. A ne. Tako da tukaj bi morali tudi določene izobraževanja ali pa varnostne vožnje za to vrstne nedeljske šoferje narediti določene tečaje. Mogoče segmentirano za posamezne vrste ljudi, šoferjev, takšne in drugačne. Imate kakšen predlog, kako bi tak tečaj potekal? Ja, seveda, najprej jih moramo povabiti, pa prepričati, da pridejo. Potem pa čim več življenjskih dogodkov, vprašanj. Vsak ima svojo zgodbo, ne? In vsak ima svoje vprašanja in če se najprej pripravimo kot projekt, zorganiziramo, jaz mislim, da to bo super. Super. Še kakšen predlog za kakšen projekt? Projektov je kar veliko. Tako da... No, pa se že prej engo. Ja, sva že prej omenila. Kaj bi še dodala, Mina? Kaj naj rečem, da nikoli, jaz sem naredila več kot 1 milijon kilometrov, sem malo računala, koliko sem prevozila, ker s tem, ko sem naredila šoferski izpit, to ni pomenilo, da sem imela šoferski izpit v denarnici, pa nisem vozila. Ampak ne glede na to, da sem toliko prevozila, menim, da je to nadgrajevanje znanja, pa iti z razvojem naprej resnično nujno. Ampak ni to samo tle pri varni vožnji na splošno, ko pač tukaj živimo, ampak se o tem pogovarjamo in je tako. Ko bo prišel tisti čas, da bo treba ključe pustiti doma v predalu? Ja, pač razmišljam že o tem, da bom imela samo vozne avtomobile ali pa se bom poklicala Uber, pa se bomo vozila kogarkoli že. V glavnem, ni problema, že imamo vse načrte. Super, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.